v bistvu je bilo tam bliz 500 zele vseh skupaj pacijentov, to se je v 2 mesecih pa pol. Nekaj medevakov je, čez 10 kezevakov je bilo, to se pravi evakuacija strani ANE ali pa ANP-ja, pa ene 5 medevakov, to se pravi s helikopterjem, evakuacija s helikopterjem. Kakšne so ti travme? Malo razloži, s čim? Strelne rane, poškodbe, prometne nesreče, to se pravi največ je tega, no, ali pa če je kakšen pretepen, tudi overdozi z drogam. Problem je tukaj, ko pridejo noter ljudje, ki so recimo pač v stanju takmu ali pa drugačemu in ne vemo, kjera zdravila so že dobili. Ker tukaj je tam doktor da, kar da, ne, tukaj. Tako da je to. Drugač pa, ja, smo za travme tukaj več ali manj civile, to se pravi civilne prebivalci, kar se tiče bolezni, ima pa Italijan čez. Kar nekaj zahtevnih takih grdih primerov? Ja, kar. Tudi včeraj, škoda, da vas ni bilo tukaj, smo tam do 6 zvečer popoldne delali. To se pravi, včeraj je bilo pa tudi kar. Dogaja se, baje, predvsem v zadnjih tednih, poka skozi naokrog, kar pomeni, da imate skozi... Skozi je posel. Skozi. Dostikrat tudi recimo zjutraj pripeljejo do Laguna stran Kajana, pripeljejo pač te borce, sami so mogoče, eni so že mrtvi, eni niso mrtvi, tako da mi pregledamo, vidimo, kakšna je situacija, če lahko pomagamo, če ne moramo pomagati, pač ne moramo pomagati. Tudi kaj poškodb med slovenskimi vojaki? Ne, nekih večjih poškodb ni, kakšna kolena, gležnji, kakšne diareje, kakšne izčrpano zaradi sonca, ker pač slovenski vojaki se noče reči, da so zmatrani, pa delajo preveč šajta na soncu, ne, tako da je to to, ne. Take zadeve, da je bilo pa kaj takega večjega, kakšne večje poškodbe ali pa to pa ni. Zdaj sicer ta roli namenjen večinoma ISAF-u, ne? Oziroma slovenskem delu. Tako je, pa Američanom. To se pravi ja, seveda, jasno, ne? Prihaja ogromno civilistov. Kakšen je občutek, ko pride majhna pučka, sem opečena, pa tako naprej? No, če jaz to mogoče drugače gledam, kot pa vsi ostali, ne. Jaz pač, ne vem, čisto profesionalno gledam to. Jaz nimam nobenih, da bi po temu kaj razmišljal o temu. Ne, jaz naredim najboljše, kar se da narediti in to je to. Mogoče tudi zato drugače gledam, ker nimam otrok, ali pa ne glede na to, je to punčka, je to travma, je to. To jaz ne razmišljam, ja, zdaj to agun. Ne, pridem kaj, naredim najbolj, kar se da in to je to. Pozabam in to je to. In to mislim, da je to tako prav, drugače, če že to, ki je tukaj dosti nestabilna zadeva, če bi se jaz že s tem obremenjeval, pa bilo. Jaz sem mislil v smislu, da je to mogoče zelo tako hvalevredno ali pa hvaležno delo, no? Ker lahko tudi civilistom kje pomagaš, ne glede na to, da je tvoje del naloge vojaški. Ne? Ja, v bistvu nam ne bilo treba pomagati, ne civilistom, v bistvu ne Ani za te bolezni, ampak če smo tukaj, mislim, da vsi tukaj v rolu smo veseli, če lahko pomagamo, oziroma če se lahko na ta način tudi usposabljamo, dobimo izkušnje in to je to, nobenega problema. A je to v 3 zjutraj, a je to v 2 zjutraj, a je to popoldne. Pa kaj slabega občutka kdaj pri tem, ko seveda nikoli ne veš, kdo od civilistov in zakaj prihaja? Ne, nobenega slabega občutka, da je bilo tako. Vsak pripadnik, ki pride not v tuje vojske, je pregledan na vratah. Ne glede na poškodbe, ne glede na karkoli. Civili vsi so pregledani, ker varnost je prva. Ne? Jaz niti ne razmišljam o tem, a bo. Jaz se skoncentriram na svoj del in to naredim in to je to.